Pozdravljeni. Moje ime je Neža Ribarič in vas prav lepo pozdravljam že na 6. simpoziju slovenskih raziskovalcev v tujini. Skozi naslednja 2 dni bomo imeli priložnost prisluhniti izjemnim govorcem na kar 5 izbranih panelih in okrogli mizi na temo položaja žensk v slovenskem znanstvenem prostoru. Žal nam je tudi letos COVID preprečil, da bi simpozij izvedli v živo, vendar bo za mreženje vseeno poskrbljeno preko spletne platforme Gather. Danes nas po pozdravnih nagovorih čaka že omenjena okrogla miza, njej pa sledi prvi panel na temo molekularno slikanje v medicini. V času kosila se bo predstavila fundacija ASEF, omogočeno pa bo tudi mreženje. Po kosilu nas čaka še zadnji današnji panel na temo modeli človeške fiziologije, dan pa bomo zaključili z mreženjem z vsemi panelisti in ostalimi udeleženci simpozija. Sedaj pa za uvodni nagovor besedo predajam ministrici za izobraževanje, znanost in šport, dr. Simoni Kustec. Izvolite. Najlepša hvala, spoštovana predsednica, spoštovani članice in člani društva Vtis, raziskovalke in raziskovalci, profesorice, profesorji, Slovenska raziskovalna skupnost v tujini in v Sloveniji. Najprej povem, da sem izjemno hvaležna, vesela, v čast mi je, da vas lahko danes nagovorim na tem pomembnem dogodku, ki ga naše ministrstvo soorganizira z vašim društvom Vtis. Ob tej priložnosti bi se rada posebej zahvalila organizacijskemu odboru in predsednici društva Vtis, gospe Kristi Hodak, za pripravo tega dogodka in zelo bogatega programa, ki ste ga že omenili. Več kot jasno je, da si skupaj želimo okrepiti že obstoječe in vzpostaviti nove vezi med našo raziskovalno skupnostjo v Sloveniji in v tujini. Zato v okviru meseca znanosti redno podpiramo izvedbo simpozija. Raziskovalci, ki svojim delom v tujini krepite ugled Slovenije, hkrati prinašate nova znanja, sveže ideje in ste prav zaradi vsega tega neprecenljivo bogastvo naše države. Neke vrste ogledalo iz sveta domov v domovino. Kot veste, Slovenija zaključuje svojo drugo uspešno predsedovanje Svetu Evropske unije. Prav v teh dneh bomo zaključili z predsedovanjem. In za enega največjih uspehov našega predsedovanja štejem, da smo postavili močne temelje za upravljanje prenovljenega evropskega raziskovalnega prostora. Pri tem pa smo v proces upravljanja pomembno in sistemsko vključili vse deležnike. Ključno tule se mi zdi predvsem izpostaviti prav raziskovalno skupnost, ki lahko sedaj po novem sooblikuje sprejemanje vseh pomembnih odločitev za izvajanje same politike. Eden ključnih tematskih poudarkov našega predsedovanja je bilo tudi vprašanje uravnoteženega kroženja talentov. Poleg raziskovalnih infrastruktur ste seveda prav vi, raziskovalke in raziskovalci, tisti, ki predstavljate srž, središče evropskega raziskovalnega prostora. 15. in 16. novembra letošnjega leta smo organizirali konferenco predsedstva, na kateri smo se osredotočili na program Evropske unije Marie Skłodowska-Curie ter na spodbujanje uravnoteženosti mobilnostnih tokov. Študije o tokovih mobilnosti raziskovalcev v okviru programa Marie Skłodowska-Curie, ki so bile predstavljene na tej konferenci, so potrdile, da neuravnoteženi mobilnostni tokovi še vedno predstavljajo kar velik izziv. Prispevajo k razlikam in razkoraku na področju raziskav in inovacij v Evropski uniji. In zato je potrebno res združiti vse napore za to, da premostimo ta izziv in da prepoznamo takšne ukrepe, s pomočjo katerih bomo lahko to stopnjo ravnotežja postavili na bolj stabilno in ustrezno mesto. In prav tule zopet vidim prav vas z vašimi izkušnjami, z vašimi pogledi, kot tiste središčne pri oblikovanju in pri vzpostavljanju takšnega pristopa. Bolj uravnoteženo kroženje talentov moramo spodbuditi absolutno z dodatnimi instrumenti.
Razmisliti moramo o uvedbi in uporabi dodatnih podpornih mehanizmov za vrnitev in učinkovito reintegracijo raziskovalk in raziskovalcev nazaj v matično okolje. V preteklosti je bil poudarek na omogočanju in krepitvi mobilnosti. Zdaj pa je pravzaprav treba razmisliti o raziskovalnih karierah v širši perspektivi. Pri tem so socialna varnost, dobri delovni pogoji in neodvisnost tisti, ki so bistvenega pomena. Priložnosti, da se raziskovalke in raziskovalci vrnete in ponovno učinkovito vključite v matično raziskovalno okolje, so ključne, če želi Slovenija vzpostaviti čim bolj živahno nacionalno raziskovalno okolje. Ravno tako je ključno, če želimo na ravni Evropske unije ustvariti dobro delujoč evropski raziskovalni prostor in namesto odliva talentov omogočiti resnično kroženje talentov v Evropski uniji. In to vseh talentov. Prizadevati si moramo za zagotavljanje enakosti spolov na področju raziskav in inovacij, za enakost tudi med različnimi disciplinami, raziskovalnimi, znanstvenimi in v končni fazi pravzaprav tudi za enakost med različnimi starostnimi skupinami. In vse to na nek način me pripelje k naslednjemu velikemu dosežku predsedovanja Svetu Evropske unije. Namreč skupaj z deležniki in državami članicami smo pripravili in uskladili Ljubljansko deklaracijo o enakosti spolov na področju raziskav in inovacij. To našo deklaracijo je podprlo kar 37 različnih strani, vključno z Evropsko komisijo, še dodatne 3 države pa so izrazile podporo splošnim principom deklaracije. In zdaj je seveda potrebno preiti od besed k dejanjem. Načrt za enakost spolov, tako imenovan Gender Equality Plan, oziroma načrti, plans ali gaps, ki jih bodo morale sprejeti vse javne organizacije, če bodo želele uspešno kandidirati na razpisih Obzorja Evropa, so ta prvi korak konkretne akcije v omenjeni smeri. Moramo pa storiti še več kot to. Tako na nacionalni kot na evropski, pa tudi na globalni ravni. In spet to bomo lahko storili čim bolje, če bomo čim več tudi sodelovali in ponovno apel, računamo na vaš glas tudi v teh procesih v prihodnje. Dragocen dialog z vami o vseh teh temah, ki se jim boste tudi sami posvetili že v uvodni okrogli mizi o položaju žensk v slovenskem znanstvenem prostoru, je tisti, ki predstavlja prvi in odločujoč korak proti temu, da bomo skupaj lahko, bom rekla, iskali nadaljnje poti proti cilju, ki nam je pa vsem skupaj zelo jasen. Vesela sem tudi, da bo moj kolega, magister Peter Volasko, vodja sektorja za znanost, z vami zelo kmalu in da bo tudi podrobneje predstavil Ljubljansko deklaracijo in verjamem, da boste potem tudi imeli eno tako živahno in pa izjemno dragoceno razpravo tudi v okviru tega. Izjemno sem vesela, da je bil prispevek žensk k znanosti letos prepoznan tudi pri podelitvi Zoisovih in Puchovih nagrad. Verjamem, da vsi veste, da je bil verjetno prvič sploh v zgodovini ta dogodek z vidika nagrad, tudi z vidika nagrad spolno uravnotežen in mislim, da je to tudi tisti pravi signal, da smo na pravi poti uravnoteženja tudi spolov na polju znanosti in pa raziskav. Prav tako sem izjemno vesela, da smo pred kratkim sprejeli povsem nov, moderen, v prihodnost usmerjen raziskovalno-inovacijski zakon. Pričakujem, da tudi v naslednjem mesecu v Državnem zboru naslednjo 10-letno strategijo raziskovalno, ki jo je vlada že potrdila prejšnji teden in prav v obeh teh temeljnih nacionalnih dokumentih političnih je beseda za takšno znanost, za takšno vlogo znanstvenic in znanstvenikov, o katerih sem vam sedaj govorila skozi prizmo
prvenstveno predsedovanja, tista, ki jo zagovarjam in ki bo sledila tudi naša država, Republika Slovenija. Spoštovane in spoštovani, želim vam uspešen simpozij in da bi se stkalo čim več močnih vezi, ki bodo naše odlične raziskovalke in raziskovalce z novim znanjem, svežimi idejami, izkušnjami tudi pomagale pritegniti nazaj v domovino, da bomo potem lahko skupaj soustvarjali nov način bivanja, ki ga od nas terjajo zdajšnji časi polni izzivov, polnih preizkušenj, pa verjamem, da tudi veliko lepega. Vse dobro vam želim, uspešen, ploden sestanek, prav tako prijazne božično-novoletne praznike, vse dobro v letu, ki prihaja, ostanite zdravi, srečno in vse dobro. Hvala lepa. Najlepša hvala za čudovit nagovor in vse spodbudne besede. Seveda se tudi mi veselimo nadaljnjega sodelovanja z vami. Naslednja pa nas bo nagovorila včeraj ponovno izvoljena predsednica društva Vtis, Kristi Hodak-Knobloh. Izvoli. Najlepša hvala. Hvala tudi gospej ministrici, doktorici Kustec. Pozdravljeni, dragi poslušalci, dragi vtisovci. V današnjem govoru bi rada govorila predvsem o rdeči niti tokratnega simpozija, o raznolikosti oziroma tako imenovani diversity. In začela bi z enim takim zelo življenjskim rekom, malavijskim rekom, v katerega tudi osebno verjamem. In sicer glasi se: sami pridemo hitro, skupaj pa pridemo daleč. Vsak dan zelo dosti hitimo, kot sami vemo, in dostikrat niti ne vidimo, kaj vse je še mogoče, če gremo skupaj. Veste, tisto občutek, ki te prijatelj prepriča, da se z njim povzpneš na vrh ene gore, ki še sam nisi vedel, da jo lahko osvojiš. O takem občutku govorim. Da skupaj osvojimo vrhove in nekako prekosimo samega sebe. Da dosežemo visoke cilje skupaj, pa potrebujemo 3 stvari. Najprej rabimo zastopanje različnih ljudi, različnih strokovnjakov. Drugič, potrebujemo potem slišati sploh njihova mnenja. In nazadnje potrebujemo družbo, ki zna sprejemati in ceniti ta različna mnenja. In zdaj, če grem na prvo točko, torej zastopanje različnih ljudi, različnih strokovnjakov, zakaj je to pomembno? Pomembno je, da so potem rešitve, na katerih delajo, dobre za vse. In tukaj lahko dam en zelo konkreten primer skupine inženirjev izpred let. Seveda ta skupina so bili v glavnem moški in so bili v glavnem belci. In so oblikovali napravo za sušenje rok, katero so implementirali na tisočih letališčih po celem svetu. Na kar so ugotovili, da so spregledali eno zelo pomembno stvar. Senzor na tej napravi se je aktiviral, ko se je svetloba odbila od beline roke, ko se je pomahal od spodaj. Ko so pa temnopolti si želeli posušiti roke, ta naprava ni delala. In podjetje seveda moralo plačati visoke vsote. Torej, če ta skupina raziskovalcev, če je bila bolj raznolika od samega začetka, imela tudi kakšnega temnopoltega, še kakšnega drugačnega predstavnika, bi se lahko temu izognili že v fazi prototipiranja in testiranja. Druga stvar, potrebujemo slišati, ni dovolj, da ustvarimo raznolike raziskovalne skupine. Moramo biti tudi odprti, da slišimo drugačna mnenja. Glede, v gospodarstvu je črno na belem dokazano, da podjetja, ki stopajo po raznolikosti talentov, so bolj inovativna in s tem tudi bolj dobičkonosna. Bolj specifično 19% bolj dobičkonosna. In prav isto velja v znanosti. Navsezadnje odkritje dvojne spirale DNK-ja je nastalo prav zaradi sodelovanja med strokovnjaki iz različnih področij. Molekularnimi biologi, Crickom, Watsonom pa Williamsom ter kemijsko strokovnjakinjo na področju kristalografije Rosalind Franklin. Nova biotehnološka dognanja se danes dogajajo na stičišču med tehnologijo, nevrologijo, biologijo in tako naprej. Cepivo za COVID
danes ne bi imeli, če znanost ne bi sodelovala, efektivno sodelovala z industrijo, regulativo, pa tudi navsezadnje z oblikovanjem, ki je zagotovilo, da je komunikacija človeška in lahka za razumevanje. In nazadnje potrebujemo družbo, ki zna sprejemati in ceniti različna mnenja. Glejte, iskreno, Slovenija je izredno homogena država. Naš izobraževalni sistem ni znan po odprtosti, interdisciplinarnosti, povezovanju oddelkov, fakultet, povezovanju šolstva z industrijo. Počasi vidimo posameznike in zdaj smo tudi slišali dosti novih primerov, ki spreminjajo sistem od znotraj. In verjamem, tudi dosti takih je tukaj z nami na današnjem simpoziju in hvala, da to delate. Ampak če želimo postati res tisti prototip zelene in resnično inovativne države, se moramo na družbeni ravni odpreti in prisluhniti novim, svežim idejam, mnenjem in znanju. In danes na današnjem 6. simpoziju slovenskih raziskovalcev v tujini predstavljamo nekaj teh svežih idej. Društvo v tujini izobraženih Slovencev, društvo Vtis, povezuje zdaj že preko 2000 Slovencev po celem svetu. To so Slovenci, ki so izpostavljeni drugačnim mnenjem, internacionalnemu okolju, različnim kulturam in pogledom na svet. Vsak od naših članov gradi na naši misiji, zmanjševanju razdalje med svetom in Slovenijo. In glejte, skupaj smo prišli že zelo daleč. Letos smo predstavili v Sloveniji preko 185 Slovencev, ki so se izobraževali v tujini, preko dogodkov, socialnih omrežij, podcasta in prispevkov v slovenskih medijih. Samo na simpoziju predstavljamo 21 slovenskih strokovnjakov, ki so se izobraževali oziroma delujejo v tujini. Povprečno član društva spozna vsaj 9 Slovencev, ostalih Slovencev v tujini, ter povprečno dobi 4 nove kontakte v Sloveniji s slovenskimi institucijami oziroma podjetji. Redno sodelujemo tudi z Uradom za zamejce in Slovence po svetu in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport pri pripravi raznih konferenc, pripravi komentarjev, na primer na raziskovalno inovacijsko strategijo Slovenije 2030 in druge zakonodaje. Torej skrbimo, da sveže ideje in primeri dobrih praks, tudi iz tujine, najdejo svoja ušesa pri glavnih odločevalcih v Sloveniji. Hkrati pa predstavljamo tematike, ki so izrednega pomena pri spodbujanju raznolikosti. Danes bomo govorili o ženskah v znanosti, prav tako pa smo tudi zagotovili, da vsak panel ima zelo raznolike govorce iz različnih držav ter iz različnih ozadij, ki nam bodo danes predstavili svoje edinstvene poglede na 5 različnih tem. Hvala vsem govorcem, uglednim strokovnjakom, da si boste danes in jutri vzeli čas in delili svoja mnenja z nami. Hvala tudi vsem moderatorjem panelov, ker predstavljate most, neko povezavo med Slovenijo in svetom. Verjamem, da boste te nove povezave ohranjali tudi po samem simpoziju. Še posebej pa hvala prostovoljcem, da ste nam danes omogočili, da imamo res vrhunsko izpeljan simpozij. Glavnima organizatorjema Neži Vadnjal in Manci Kunavar, ki skrbite za brezhibno izvedbo, ter vsem prostovoljcem Poloni Šafarič Tepeš, Aleksandri Pekošak, Boštjanu Viharju, Neži Ribarič, Katarini Kmet, Petri Raubar, pa tudi Vesni Makovšek in Nejcu Stopniško. Hvala, da ste nam to omogočili in hvala Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, da lahko to skupaj sooblikujemo. Naj ta simpozij res ne ostane samo konferenca, naj res pomeni eno tisto prvo iskrco za nova sodelovanja, mogoče nove raziskovalne skupine, projekte ali pa zagonska podjetja, pri katerih boste skupaj odkrivali vrhove še neodkritih gora. Najlepša hvala. Najlepša hvala za čudovit in navdihujoč nagovor. Sedaj pa bi besedo predala Poloni Šafarič Tepeš,
ki bo predsedovala okrogli mizi na temo položaja žensk v slovenskem znanstvenem prostoru. Poslušalce pa prijazno naprošam, da vsa morebitna vprašanja, ki jih imajo, zastavijo v funkcijo Q&A. Polona, izvoli. Najlepša hvala in dobrodošli in hvala, da ste se nam priključili na okrogli mizi za naslovom Položaj žensk v slovenskem znanstvenem prostoru. Kot smo, v bistvu velika čast mi je otvoriti okroglo mizo z uvodnim nagovorom njene ekscelence, veleposlanice Darje Bavdaž Kuret, posebne predstavnice predsednika Generalne skupščine Združenih narodov. Veleposlanica je že vrsto let aktivna na področju spolne enakopravnosti in zastopa pravice žensk. Prosim, prisluhnite njenem nagovoru in prosim za nagovor. Dober dan želim, spoštovane znanstvenice, gospe in gospodje. Dovolite mi, da se Društvu v tujini izobraženih Slovencev najlepše zahvalim za prijazno vabilo. Veseli me, da boste ob letošnjem tradicionalnem srečanju obravnavali vprašanje položaja žensk v slovenskem znanstvenem prostoru. Globalno obvladovanje pandemije nam nareka, da moramo zaupati v znanost in zmožnosti, da z močjo človeškega uma, solidarnostjo in sodelovanjem premagamo pandemijo. Prav v času pandemije ugotavljamo izjemen pomen vloge žensk, saj ženske predstavljajo kar 70% zdravstvenega osebja za nego in oskrbo, so pa hkrati tudi tarča vse pogostejšega nasilja in zlorab. Spoštovani, moja naloga v času 76. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov je, da svetujem predsedniku Generalne skupščine, gospodu Abdala Shahidu, na področju enakih možnosti in opolnomočenja žensk in deklic. Združeni narodi praktično od same ustanovitve in začenši za ustanovno listino postavljajo globalne norme na področju človekovih pravic in enakosti, ne glede na spol, vero, raso ali jezik. Tako je bila leta 1946 ustanovljena Komisija Združenih narodov za ženske, ki na letnih zasedanjih obravnava napredek držav članic na tem področju. V 70. letih prejšnjega stoletja se je s proglasitvijo mednarodne dekade žensk in kasnejšimi svetovnimi konferencami žensk začel proces svetovnega ozaveščanja in uveljavitve politik za zagotavljanje enakosti žensk. Leta 1979 smo sprejeli prvo konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk. Šele leta 2010 smo v okviru Združenih narodov ustanovili posebno entiteto, UN Women, z jasno nalogo, da se posveti razvoju globalnih standardov in pomaga državam članicam pri oblikovanju politik, zakonodaje in programov za krepitev opolnomočenja žensk. Vprašanje zadnjih par let je doseganje paritete, enake zastopanosti žensk in moških na vodilnih položajih. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres se je že v prvem mandatu zavzel, da bo dosegel pariteto pri imenovanju na najvišje funkcije v OZN, kar je tudi dosegel, in nadaljuje s procesom uveljavitve paritete v celotnem sistemu Združenih narodov. Zato tudi poziva države članice, da imenujejo ženske kandidatke, še posebej za mirovne operacije in misije na terenu. Predsednik Generalne skupščine 76. zasedanja, gospod Abdala Shahid, se je kot mednarodni šampion za enake možnosti zavzel, da ne bo sodeloval v panelih, kjer ni enake zastopanosti spolov. Prav tako je predsednik zagotovil pariteto v vodstvenem delu svoje pisarne. V kabinetu pa je 53%
žensk in 47% moških. Posebno pozornost predsednik posveča ženskam v znanosti. Tako se je sestal z ženskimi znanstvenicami ob robu klimatske konference v Glasgowu in bo to prakso nadaljeval tudi v mesecu februarju, še posebej z namenom iskanja možnih mentorjev za mlade generacije. Na področju žensk v znanosti je bil pomemben premik poročilo in kasneje tudi sprejetje resolucije Generalne skupščine o proglasitvi Mednarodnega dneva žensk in deklic v znanosti. Tako 11. februarja naslednje leto, že 7. zapored, obeležujemo dan kot dan ozaveščanja, pa tudi dan za promocijo in priložnost za znanstvenice, da se predstavijo svetu. V svetovnem merilu imamo samo okoli 30% žensk v znanosti. Kar moramo resnično doseči je izobraževanje in priložnost, da v znanosti sodelujejo tudi ženske. Aprila tako promoviramo dan deklet in deklic v znanosti in tehnologiji. Prav tako vprašanje dosežkov v znanosti in tehnologiji promovira UNESCO s posebno nagrado L'Oreal. Krepimo tudi baze podatkov, ki nam povedo, kaj in kje moramo storiti, da vključimo drugo polovico prebivalstva v doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Spoštovani, vprašali se boste, kaj imata diplomacija in znanost skupnega. Na prvi pogled ne prav veliko, vendar pa je poslanstvo tako znanosti kot diplomacije, da pomagata spremeniti svet na bolje. Moja osebna izkušnja v zadnjih 27 letih, ko sem imela odgovornost in čast predstavljati Slovenijo v tujini, je, da imamo izjemen nabor odličnosti na področju znanosti. Odličnosti, ki so jo dosegle tako ženske kot moški, tako doma kot v tujini. In te znanstvenice in znanstvenike sem promovirala, med drugimi tudi doktorsko kandidatko gospo Polono Tepeš, ki je danes z nami. Posebnega pomena za današnjo razpravo se mi zdi priznavanje znanja in dosežkov znanstvenic. Še več, znanstvenice v Sloveniji morajo zahtevati svoj položaj pri odločanju, pri vodenju in pri viziji razvoja naše znanosti in družbe. Slovenija ima izjemno podlago za resnično promocijo žensk v znanosti. Slovenke do 64. leta smo bolje izobražene kot moški. Število deklet na univerzah že nekaj let presega 50%. Potrebujemo pa vizijo in verjamem, da bo današnja razprava odrazila nujnost paritete, zastopanosti. Zato potrebujemo pogum in prepričana sem, da ga ženske v znanosti imate. Dovolite mi, da se vam zahvalim za to priložnost in da vam hkrati zaželim uspešno delo. Ker pa je čas praznikov, bi vam rada zaželela vesel Božič in veliko zdravja v novem letu. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Znanstveni doprinos žensk je bil že od nekdaj pomemben. Marie Curie je dober zgled znanstvenice, kjer javno priznavamo njene dosežke. Vendar pa so tu še mnoge druge znanstvenice, katerih dosežkov ne priznavamo oziroma postajajo priznani šele danes, kot je na primer Rosalind Franklin in druge. Dejstvo je, da veliko znanstvenic ne dobi takšne prepoznavnosti njihovega doprinosa k znanosti, kot jo pridobijo njihovi moški sodelavci, kar je tudi dobilo poseben izraz, imenovan Matilda efekt.
Po letošnjih podatkih UNESCO je bila svetovna ženska zastopanost v znanosti še vedno le 33,3%, poleg tega pa je v Evropi le 11% žensk v znanosti na vodstvenih pozicijah. Kakšna pa je situacija v Sloveniji? Kje stojimo glede spolne enakopravnosti v znanosti, glede na Evropo in glede na svet? V čast mi je predstaviti naše paneliste, dr. Jovano Mihajlović-Trbovc iz Inštituta za kulturne in spominske študije ZRC SAZU in je tudi članica Komisije za enake možnosti na področju znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Z nami je tudi dr. Emilija Stojmenova Duh, docentka na Fakulteti za elektrotehniko na Univerzi v Ljubljani, ter soustanoviteljica združenja Ona ve za povezovanje strokovnjakinj in promocijo znanja. Z nami tudi Neža Vadnjal, je doktorska študentka celične biologije na Univerzitetnem koledžu v Londonu in Univerzi v Cambridgeu in je članica upravnega odbora vtis. Pridružil se nam je pa tudi gospod Peter Volasko, vodja sektorja za znanost na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, in dr. Marko Perdih, namestnik direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, vodja sektorja za raziskovalne programe, mlade raziskovalce in analize. Hvala vsem, da ste nam se pridružili. Gospod Volasko in dr. Mihajlović-Trbovc, rezultati She Figures v Evropi leta 2021 letošnji so pokazali, da se je v Evropi količina strokovnjakinj v akademiji povečala na 40%, kar je zelo spodbudno, ampak predvsem na račun pozicij na začetnih stopnjah. Na najvišjih akademskih pozicijah v Evropi ženske še vedno zastopajo le 26% in od leta 2018 se je ta procent povečal le za 2%. Kakšna je pa situacija v Sloveniji? Koliko žensk doktorira iz znanosti in koliko jih ostane v akademiji v primerjavi z moškimi? Kakšen delež tudi dobiva naziv profesor? Prosim. Okay, hvala. Hvala za vabilo in se veselim, da ta tema postaja vse bolj relevantna za različne skupine v akademskem polju, ki je očitno heterogeno in vi ste vaše društvo je sigurno deležnik, ki spodbuja to heterogenost akademskega polja, torej da ga ne gledamo kot eno skupnost, v kateri smo vsi neke enake enote, ampak da smo v bistvu različni ljudje z različnimi trajektorijami in biografijami. Zakaj to omenjam in kako je to povezano z vašim vprašanjem? Namreč, če pogledamo statistiko in primerjamo Slovenijo z evropskim ali svetovnim povprečjem, v bistvu lahko rečemo, da smo lahko kar zadovoljni, ker je po različnih parametrih, različnih kazalcih Slovenija zelo visoko oziroma nad povprečjem Evropske unije. Evropska unija pa je tako in tako se jemlje za neki višek svetovnega standarda v kvalitetu različnih sektorjev, pa tako tudi znanosti. Vendar, torej v Sloveniji že več kot 20 let so na doktorski ravni ženske večina. Vendar, kot je trend tudi povsod drugje, v bistvu se delež žensk progresivno zmanjšuje, ko gledamo višje stopnje akademske kariere. Temu se ponavadi reče škarjasti diagram, torej da so ženske večina na dodiplomskem študiju, moški so manjšina, ampak to razmerje se v bistvu prav obrne v obdobju direktno po doktoratu, v bistvu, ko se začne ustvarjati ta prave znanstvene kariere. In problem je seveda v tem, da ponavadi to sovpada z ustvarjanjem družine in s tem, da ženske v privatnem življenju prevzamejo skrbstvene vloge. Vendar statistika je samo eden od kazalcev. Mislim, da predvsem moramo razmišljati o dveh parametrih in oba imata spolno dimenzijo. O dveh vprašanjih, poleg odstotka žensk. Eno je, kakšni so delovni pogoji, v katerih delajo
moški in ženske. Torej, sama numerična zastopanost žensk v znanosti nujno ne pomeni, da so one dejansko v enakem ali v boljšem položaju, tudi če so večina. Ker intenzivno se zadnjih 30 let prihaja do prekarizacije znanstvenih poklicev, torej nestalnih in slabo plačanih delovnih mest, ki so vezani na projekte, delovnih pogojih, ki v bistvu niso nujno ustvarjalni, ali delo v znanosti, ki ima malo veze z prestižnim in zanimivim raziskovanjem, ampak gre za, na primer, repetitivno poučevanje študentov in tako imenovani drugi birokratski posli znotraj znanosti. Pogosto na prav takšna mesta se zasedajo ženske, mlajše ženske, in to ni nujno, torej njihova velika numerična zastopanost nujno ne govori o dejanskem izboljšanju položaja za večino žensk, ki se ukvarjajo z znanostjo. Zato moramo razmišljati v bistvu o tem, da samo znanstveno delo da moramo ohraniti dostojanstvo tudi znanstvenega dela, ki s časom zadnja leta upada tudi zaradi po eni strani povečanja konkurence, povečanja števila visoko izobraženih kandidatov za potencialne znanstvene kariere, po drugi strani pa proporcionalno v bistvu zmanjšanje financiranja oziroma financiranje ne raste z enako hitrostjo, kot raste število znanstvenikov. To so neke ideje za začetek razprave. Najlepša hvala. Gospod Polasko. Ja, dobro jutro, najlepša hvala najprej za povabilo, za druženje z vami, tako bom rekel, eminentnimi znanstvenicami in znanstveniki slovenskimi v tujini. Hvala za to besedo. Zdaj, jaz sem bil danes nekoliko zaprošen, da vas seznanim z Ljubljansko deklaracijo, ki je v času programa predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije pravzaprav napravila korak naprej, tudi k institucionalnem in sistematskem izboljševanju vloge in položaja žensk v znanstvenem raziskovanju oziroma v evropskem raziskovalnem prostoru, tako rečem, ki je hkrati struktura in hkrati proces. Zdaj, mogoče se nekoliko kasneje pričakuje malo več besed o Ljubljanski deklaraciji, ali mogoče kar zdajle. Vsekakor je to nek dolgotrajnejši proces in pač naše ministrstvo Slovenija si je izbrala med 4 ključnimi prioritetami predsedovanja seveda tudi tako zvano enakost spolov, oziroma gender equality, in na tem področju smo dejansko nasledili tudi že prizadevanja kolegov v triu predsedovanja Nemcev in Portugalcev, pa še seveda tudi prej Hrvatov za Zagrebško deklaracijo, ki je pomemben mejnik za naprej, in seveda temu smo tudi dodali Ljubljansko deklaracijo, ki se ukvarja z različnimi vidiki izboljšanja vloge in položaja žensk v raziskavah in inovacijah. Tukaj predvsem seveda velja omeniti načrte za enakost spolov, oziroma gender equality plans, ki postajajo seveda institucionalni must, se pravi institucionalna obveznost vseh tistih, ki sodelujejo v programu Obzorje Evropa, v okvirnem programu Evropske unije za raziskave in inovacije. Mislim, da je to en institucionalni premik, ki je zares ena evropska dodana vrednost, in v bistvu z Ljubljansko deklaracijo pravzaprav nekako cementiramo to strukturno spremembo in pravzaprav upamo, da je tudi naš prispevek slovenskega predsedovanja viden v tem programu skupnega trija, se pravi Nemcev in Portugalcev. Vendar to ni edina pravzaprav naša dejavnost na tem področju. Tudi v okviru konference na področju Marie Curie Sklodowska akcij smo pravzaprav se ukvarjali z profesionalnimi karierami raziskovalk in raziskovalcev, in tudi na tem področju smo pravzaprav opozorili na posebno problematiko, ki je vezana na tematiko enakosti spolov tukaj. Tako da smo na večjih segmentih pravzaprav se dotaknili te teme in tudi napravili korak naprej, in tudi seveda v
največjem dokumentu, ki ga je naše predsedovanje prispevalo, se pravi v zaključkih sveta na temo upravljanja. ERA je seveda tematika enakosti spolov zelo jasno zapisana v posebnih členih, tako da vabim vse seveda, da si ogledate te zaključke sveta v času slovenskega predsedovanja 26. novembra. Mislim, da je precej napravljenega za naprej in dobra podlaga tudi za nadaljnji trio, se pravi francosko, švedsko in češko, češko in švedsko predsedovanje. Tako da mislim, da je bilo na tem področju precej storjenega. Zdaj, če želite seveda nekoliko bolj artikulirano, pravzaprav predstavitev Ljubljanske deklaracije, sem seveda takoj na voljo in pripravljen kadarkoli. Hvala. Lepša hvala. In dejansko, ja, zelo zanimivo je to, kar je dr. Mihajlović Trbovc povedala in omenila, kar se tiče v bistvu te problematike, ko v bistvu ženske začnejo za svojo dejansko raziskovalno kariero, ker to je ravno sovpada z obdobjem, ko ustvarjajo družino. Tako da na ta račun izgubijo čas v primerjavi seveda z moškimi kolegi iz vidika kariere. Tako da tukaj me zanima dejansko glede Ljubljanske deklaracije, torej bi vprašala gospoda Volaska in tudi doktorja Perdiha. Naprimer, ERC to rešuje tako, da na vsako raziskovalko podaljšajo rok za prijavo na grant za 18 mesecev na vsakega otroka. Ali v Sloveniji imamo tudi kakšen takšen ukrep, pa predvsem me pa zanima, ali se vam zdi tak, naprimer, lahko rečemo na nek način handicap, smiselen, kako izboljšati to situacijo, zakaj ja, zakaj ne, prosim, ja. Gospod Volasko ali gospod Perdih, kdorkoli. Če se lahko jaz oglasim, najprej hvala za vabilo na to okroglo mizo. Agencija je uvedla ravno na pobudo naših raziskovalk to možnost, da se čas za kandidaturo za mladega vodjo projekta ustrezno podaljša za vsakega otroka. Tako da to smo uvedli, zdaj koliko bo pomagalo, se bo pokazalo s časom. Je pa res stališče agencije vprašanje, kaj so dejansko tisti glavni dejavniki, ki so tukaj ovira in kako jih potem ustrezno nasloviti. To je mogoče toliko samo za prvi tak kratek uvod. Hvala. Mogoče dodam samo še kak stavek 2, k temu, kar je kolega Marko povedal. Namreč ta premika z sistematsko uvedbo GEP-ov oziroma načrtov za enakost spolov, pravzaprav zahteva od vseh institucij, raziskovalnih institucij, kako tudi od nas, od ministrstva in tudi od agencije, pravzaprav vseh akterjev v okvirnih programih sistematsko postavitev pravzaprav enakopravnosti in bom rekel tudi na pravnem področju seveda ukrepov, ki to ne samo zagotavlja, ampak potem tudi spremljajo. Se pravi, tudi monitoring in assessment izvajanja teh načrtov je nekaj, kar se bo spremljalo skozi čas kontinuirano. In mislim, da bo tu prišlo sigurno seveda do spremembe institucionalne kulture, upam pa, da hkrati seveda tudi počasi do čisto mentalnih sprememb pri bom rekel, raziskovalkah in raziskovalcih in seveda tudi pri vodstvih raziskovalnih inštitucij. Hvala. Najlepša hvala in rada bi dala besedo dr. Mihajlović Trbovc. Ja, hvala. V bistvu rada bi se nadovezala na temo, kot je rekel gospod Perdih, ta možnost podaljšanja vseh teh evalvacijskih obdobij za čas trajanja porodniške oziroma druge daljše odsotnosti, naprimer zaradi daljše bolezni, je nekaj, kar je na pobudo, večletno pobudo Komisije za enake možnosti v znanosti oziroma to je bila prej Komisija za ženske v znanosti, je v bistvu ARRS vpeljal v svoje pravilnike in načine delovanja, prav tako ministrstvo.
Rada bi samo opozorila, da to ni nekaj, kar se je samo od sebe zgodilo, zato so se v bistvu ženske morale kar dolgo bojevati. Prva točka je bila, na primer, da se podaljša rok za MR, potem rok za, torej rok, ko se lahko prijavite za MR, pa rok, ko se štejete za mladega doktorja znanosti, pa potem rok, naprimer petletno evalvacijsko obdobje za prejšnje objave in tako naprej. In v bistvu to je bila ne ena pobuda, več pobud in iteracij med komisijo, članicami komisije, posebej Maca Jogan je v bistvu s tem vprašanjem se že znotraj Fakultete za družbene vede začela ukvarjati, se mi zdi, v konec 70-ih, 80-ih let, ko je bilo vprašanje v bistvu, katero obdobje se šteje za habilitacijsko obdobje, oziroma da habilitacijsko obdobje se podaljša za čas trajanja, naprimer porodniške, oziroma da se vam podaljša evalvacijsko obdobje za nazaj. Zakaj je to pomembno? Ker v bistvu ni, da ženska s tem, ko rodi otroka, izgubi 1 leto na porodniški. Gre za vsa naslednjih 10 let, ko so otroci majhni in potrebujejo dodatno podporo. Odhodi na bolniške, uvajanje v vrtec, pomaganje pri začetku šolanja. V bistvu to, da otroka enostavno ne morete pustiti otroka samega doma. In to seveda ni samo žensko delo in ne bi smelo biti samo žensko delo. Zaradi tega je pomembno, da ti načrti za enakost spolov, ki jih omenja gospod Volasko, ki so seveda pomemben mehanizem, kako spremeniti institucije in njihovo delovanje. Pomembno je, da ne targetirajo samo ženske in naprimer rečejo, hočemo, ne vem, več žensk nekje, ker v bistvu to se samo od sebe ne bo zgodilo. Vi morate omogočiti ženskam, da v bistvu imajo možnost enako hitrega napredovanja, da v svojem znanstvenem napredovanju niso diskriminirane zaradi skrbstvenih vlog, ki jih opravljajo. In naprimer tukaj je pomemben dejavnik, eden od kriterijev za napredovanje je naprimer opraviti študijsko bivanje v kosu od 3 meseca nekje v tujini. In to je naprimer nekaj, kar za marsikatero žensko predstavlja problem zaradi usklajevanja z družino. In tukaj naprimer inštitucije lahko sistemsko pomagajo v bistvu s tem, da vpeljejo ukrepe, ki podpirajo ne samo raziskovalko, ampak celo njeno družino, da naprimer gre v tujino ali doseže druge neke kriterije, ki se štejejo za habilitacijo. In obratno, v bistvu ni treba targetirati samo ženske, zato sem prej govorila o dostojanstvu akademskega dela in o pogojih dela. Treba je v bistvu ustvariti delovno okolje, v katerem tudi moški, ki želijo iti na porodniško, imajo to možnost in ne bodo, v bistvu bodo izbrali to opcijo, brez da se počutijo, da bo njihova kariera prikrajšana zaradi tega. In ne samo to, jaz mislim, da je akademsko polje, ki bi lahko bila neka družbena avangarda, v bistvu prav moralo spodbujati spreminjanje teh spolnih vlog in stereotipov ne samo v delovnem okolju, ampak tudi v privatnem, ker so te dve sfere seveda medsebojno povezani. Tako da se mi zdi, da je treba problem vedno gledati holistično. Hvala. Najlepša hvala in to je idealna iztočnica za moje naslednje vprašanje. Pred tem bi pa rada dala besedo še dr. Stojmenovi Duh in njeno izkušnje na tem področju, ker kot znanstvenica v področju, kjer je ženska reprezentacija izredno nizka, kako ste se vi soočali z omenjenimi problemi? Najlepša hvala za vabilo danes. Tudi jaz sem zelo vesela in počaščena, da sem v takšni družbi. Prijetno je bilo poslušati. Zdaj poznam te sisteme tudi mogoče bližje ARRS, kako deluje, kako funkcionirajo te spremembe, koliko dela je potrebnega. Tudi vem, poznam dela Komisije za enake možnosti in se vam iskreno zahvaljujem za to. Jaz bi kar nadaljevala tam, kjer je dr. Trebovc končala, in sicer pri habilitacijah. Ta pogoj habilitacije oziroma napredovanje v izredne profesorice običajno nas doleti tam nekje
ko smo stare med 30 pa 40 let. To pomeni, da takrat, ko ženske, ki se odločajo za družino, večinoma, ne govorim, da vse ženske, ampak večinoma se takrat odločimo. In potem avtomatično tukaj imamo en nepremagljiv pogoj, da moramo pustiti družino doma, otroke doma in iti v tujino. Zdaj, kaj se je zgodilo v času covida? Zato, ker takrat nihče ni mogel potovati v tujino, torej tudi moški kolegi niso mogli potovati v tujino. Na Univerzi v Ljubljani so ugotovili, da mogoče se pa ta pogoj da nekako drugače urediti, ne? Za vodenjem projektov, za sodelovanje v raznih mednarodnih skupin, kar smo mi že nekaj let govorili o tem, da če ti želiš biti mednarodno odmeven, da ni potrebno, da greš za 3 mesece fizično v mednarodnim okoljem, ampak neprekinjeno, govorimo o neprekinjenem, ne? Da ti si še zmeraj lahko, sama vodim ogromno mednarodnih projektov, financiranih iz programa Horizon, Interreg in tako naprej. Tako da, če pogledamo na letni ravni, sem vsaj tretjino leta v tujini. In potem, ko smo ugotovili, da ta problem je začel obremenjevati tudi druge raziskovalce, smo hitro našli rešitev. Zakaj ne bi to obdržali, recimo, ko se zaključi pandemija, upam, da čim prej. Druga zadeva, ki bi jo omenila, ker sama delujem tudi veliko z Evropsko komisijo, ne, mednarodne projekte, pa tudi poznam razne te skupine pa deklaracije, ki se podpisujejo tako v Sloveniji, kot v Evropi, kot na svetu, United Nations in tako naprej. Ampak vse to zgleda kot neka priporočila. Fino bi bilo, če bi imeli, ne? Ni pa nobenih posledic, če ne bomo tega upoštevali. Zdaj, če mi imamo teh deklaracij pa sporazumov napisane nekje na papirju, se vsi hvalijo, ne, ko pride 8. marec, 17. februar, potem aprila, ko imamo dan deklet v IKT, ne? Takrat je super, ne, rečemo, ja, veliko smo naredili, ampak mi ne dajemo pa zgleda. Se nič ne zgodi. In tudi recimo, zdaj v univerzi vsi pripravljamo načrte enakost spolov, ne? Potem na fakultetah pripravljamo akcijskih načrtov. Zakaj? Zaradi tega, ker Evropska komisija od nas to pričakuje, ker drugače ne moremo Horizon projektov prijavljati. Ne zaradi tega, ker smo se naenkrat, vsi smo toliko zaveščeni in se zavedamo, da je to nujno potrebno narediti. Zdaj se opravičujem, da sem brutalno iskrena, ampak tako pač je. In šele ko postane nekaj pogoj, takrat se začnemo, ne, se spravimo k temu, da dejansko to naredimo. In če mi želimo to dejansko upoštevati, spreminjati, potem tudi recimo ARRS, ko so projekti. Zdaj, kaj je naredil Horizon Europe, da v primeru, če 2 projekta recimo imate enako število točk, po kriterijih so enako število točk, zmaga tisti projekt, ki doseže večji gender balance. Torej si kaznovan, če ne upoštevaš gender balance. In žal mi je, da smo prišli do tega, ampak drugače očitno ne gre. Recimo tudi univerze zdaj, ko pripravljajo načrte, kaj se pa zgodi, če pride, jaz prihajam iz fakultete za elektrotehniko, kjer ni nas tako malo raziskovalk, mogoče si kdo misli, ampak več kot 1/4 nas je raziskovalk, ne, na vodstvenih položajih ni žensk. Med rednih profesorjev je to število 1:1. Potem že pri izrednih je zelo majhno število. Mi pripravljamo akcijski načrt, se zelo posvečamo k temu, ampak pri nas niti nimamo ženske vodje laboratorijev. Tako daleč gre, ne samo na tiste najvišje položaje, ampak že na te middle management ali ta najbolj nizki management ženske ne pridemo naprej. In zdaj, če mi dejansko želimo kaj spremeniti, recimo, če imamo kakršnekoli volitve ali karkoli, ne, potem jaz bi pričakovala od organizacije, da reče, predlagajte kandidate. Zdaj, če moramo predlagati 100 kandidatov, potem pa bi pričakovala, da vsaj 25% je žensk kandidatk, ne. In tudi recimo prej, ko sem omenila sporazumov po deklaraciji, ta vikend sem bila izjemno negativno presenečena, ker Evropska komisija veliko dela na tem in potem so organizirali z Digital Skills eno okroglo mizo, en panel in naenkrat so bili 4 govorci in samo 4 moški. Torej,
Kaj se zgodi, recimo, ko govorimo, potem pa imamo dogodke, imamo na vodstvenem položaju izključno moške 50+. Mogoče ni toliko iz mojih, ampak sem nekako strnila vse te izzive, s katerimi sem se srečevala, pa poskušala navezovati na prejšnje govornike. Najlepša hvala. Bi prosila za mogoče komentar doktorja Perdiha. Hvala lepa. Težko bom tako na hitro odgovoril, kakor so na hitro postavljena vprašanja, ampak bi vseeno poskušal majčkeno zaokrožiti to, kar smo danes slišali. Slišali smo gospo veleposlanico glede žensk na vodilnih mestih, kako težko tja pridejo in kako razmeroma majhen delež imamo. Slišali smo glede dolžine usposabljanja mladih raziskovalcev, kako se je to podaljševalo, kako je bilo izborjeno. Tisto, kar pa ni bilo povedano, je bilo pa to, da nekje od zadnje krize do današnjega dne se je na splošno čas usposabljanja mladih raziskovalcev, kakor mi vidimo z stališča agencije, podaljšal. Zelo redko še izplačamo nagrade. Tukaj se je v družbi nekaj zgodilo in pravzaprav moški, ženske niti ni razlike. Nek trend je bil, ki je šel v bistvu v negativno smer. Zdaj pa poskušam razložiti, zakaj vidim to kot negativno. Nekje 3 osnovne točke se mi zdijo pomembne v družbi kot celoti. Prva je, kaj od vodij sploh pričakujemo in kako jih glede na to izbiramo. So določeni vzorci, ki jih vidim, da grejo v čisto napačno smer. In jo tudi vidimo potem, ko gledamo, kakšni so rezultati projektnih razpisov. Če je naloga vodje, da je on tisti, pa sem že uporabil to besedo, ki skrbi za denar za celo ekipo, mislim, da smo že na napačni poti. Ampak to je nek možen vzorec delovanja in vodenja. Obstajajo drugi, ki so, mislim, da bolj primerni. Drugo je, kdaj zaključimo študij, kdaj zaključimo doktorat. Ko je moja generacija zaključevala, smo Slovenci končevali nekje pri 30 letih. Moji britanski kolegi pa pri 25. Se pozna pri oblikovanju družine? Seveda se. In tretja stvar, ki so nas takrat nekatere naučili, je, če imaš ambicijo postati vodja, moraš v ta proces iti pred svojim 40. letom. Ker kasneje je ta prehod bistveno težji. In dlje, kot traja naš čas študija, manjša možnost za uspeh imamo. Vsi, ženske pa še posebej, še zaradi teh dodatnih let materinstva. Tako da te 3 dejavniki so tisti, ki so po mojem videnju, pa nimam dokazov in lahko, da se motim, vendar so zelo pomembni gradniki v vsej tej zgodbi. Tako da in določene statistike na agencije majčkeno nakazujejo v to smer. Bilo je tudi zanimivo opazovati, ko smo uvedli, da se lahko spremeni obseg raziskovalnih programov. In se je denar začel ali od povečevanja financiranja ali od premikov znotraj inštitucij, se je začel premikati na raziskovalne programe, ki so jih vodile ženske. Zanimivo, ne? Preprosto, ko smo sprostili zadevo in uvedli določene kriterije, se je začel dogajati ta premik. Bilo je to prav zanimivo opazovati, moram reči, z mojega zornega kota. Tega nisem pričakoval. Po drugi strani se pa da razumeti, kdo je tisti, ki je v javnosti, tisti najbolj izpostavljen. Večinoma se kot o pomembnih znanstvenih govori o moških. Očitno ni res. Hvala lepa za enkrat. Hvala, besedo bi dala gospodu Volasku. Hvala lepa. Jaz bi mogoče samo en komentar dal glede tega, kar je gospa Mihajlović Trbovc prej omenila in seveda tudi gospa Stojmenova Duha. Mi smo že pred 13 leti, ko smo imeli prvo predsedovanje, nagovorili ta problem in ko smo ga poskušali zajeti na nek nov, svež
načina, ne vedno iz rekel že kar stereotipnih pristopov kot gender equality, gender balance in tako naprej. Smo enemu kratkemu simpoziju, ki je imel pa potem seveda refleksijo v zaključkih sveta ministrov, pravzaprav dal naslov Family Friendly Scientific Careers. Zaradi tega, ker smo se že takrat seveda zavedali, da je pravzaprav ključno to razmerje med zasebnim in pa med poklicnim delom, kjer so seveda ženske hendikepirane zaradi vseh teh stvari in še drugih, ki jih je že gospa Trbovc omenjala. In za čuda takrat, pred 13 leti smo pravzaprav naleteli na nek molk ali pa na neko, bom rekel, neaktivnost, pasivnost Evropske komisije, prav tega oddelka, unita za gender equality in celo, bom rekel, skandinavske države, ki naj bi bile nekako najbolj napredne na tem področju, so bile nekako, bom rekel, v molku oziroma v poldistanci. Mislim, da smo takrat pravzaprav poskušali napraviti nek premik v razumevanju, da je pravzaprav tisto, kar je nekako vse preveč skrito ali pa samoumevno razumevano, se pravi zasebni del našega življenja, kjer je obremenitev za ženske pač veliko večja kot za moške, bodimo iskreni, da je treba to nagovoriti in da je treba pravzaprav dati temu zasebnemu delu oziroma zasebnemu delu v družinah veliko večji poudarek. Tudi moja profesorica je bila doktor Joganova in se spomnim tistega, kar je gospa Trbovč omenjala v 80-ih letih še v času študija. In izjemno težko je prebijati te stereotipe, celo podzavestni so in v antropološkem smislu se je treba zavedati, da so to procesi, ki so zahtevni in vidite, po 13 letih pravzaprav pridemo do neke Ljubljanske deklaracije, ki nekoliko napreduje v tem procesu in še vedno imamo tu seveda situacijo, kot jo je gospa Stojmenova Duh omenjala, da smo v praksi še vedno sploh na tehnično-naravoslovnih področjih, marsikje tam, kjer ne bi želeli biti. Se pravi, da bi tudi upravljavske funkcije morale pravzaprav prevzemati ženske. In to je proces. In tudi seveda načrti za enakost spolov v institucijah ne bodo spremenili ničesar čez noč, bodo spremenili samo to, kar ste omenili kot prisilo, da je očitno pa prišlo na ravni policy makerjev do tistega preboja, da pravzaprav je potrebno to prisilo pravzaprav uvesti na institucionalnem nivoju, zaradi tega, da se bodo tudi pravzaprav vsi drugi zavedali, da je pravzaprav zrelost na neki stopnji, ki zahteva drugačne rešitve. Samo toliko, hvala. Najlepša hvala. V bistvu tukaj je dobra iztočnica ravno o tem, kar sem želela v nadaljevanju še vprašati in bom tudi besedo predala dr. Mihajlović Trbovc. Ampak najprej v bistvu, če pogledamo o tem, kar se ravnokar gospod Vlasko omenili, da nordijske države so vseeno nekako znane po tem, da so nekje najvišje na mednarodnih lestvicah glede spolne enakopravnosti. Če samo pomislimo, na primer, začelo se je z zakonom o obveznem očetovskem dopustu, ki je nekako bil eden izmed prvih takih zakonov. Ampak vprašanje je, da glede na to, da je Slovenija sociološko precej drugačna od nordijskih držav, ali menite, da je Slovenija dejansko pripravljena za podobne spremembe na področju enakopravnosti? Tako da bi besedo nekako predala dr. Trbovc in na to še naši znanstvenici v tujini, kako je to v tujini, Neži Vadnjal. Prosim, Trbovc. Ja, hvala. Mogoče samo nisem imela namena o tem govoriti, ampak samo direktna replika na to, kar ste rekli, da je Slovenija sociološko precej drugačna od skandinavskih držav. Jaz v bistvu vidim veliko enih skupnih točk. Ne bi se oslanjala na mentaliteto. Bi v bistvu rekla, da vsi ljudje se socializirajo v neki vzorec obnašanja. In v tem smislu mogoče so samo določeni vzorci, določena pričakovanja, drugačna v, na primer, skandinavskih državah kot na primer v državah bivše Jugoslavije. Ampak to je nekaj, kar se tudi v relativno kratkem času, ne vem, spreminja. Na primer,
40 let nazaj ni bilo v navadi, da bi moški bil prisoten na porodu. In če bi moški to hotel narediti, bi se ga jemalo kot pač čudnega in tako naprej. In to je bilo nekaj, kar je veljalo na primer v celi nekdanji Jugoslaviji. Nekaj se je zgodilo v družbenem premiku v Sloveniji, da se je v bistvu ta praksa začela vpeljevati veliko prej, že v 90-ih, in se na primer šele zdaj vpeljuje v Srbiji, odkot sama prihajam, pa lahko svedočim. In je v Sloveniji danes to postala norma. Danes moški, ki noče biti prisoten na rojstvu svojega otroka, se jemlje, da je nekaj narobe z njim, da je, ne vem, čuden, ker tega ne prenese, da je to seveda, vsak hoče imeti to izkušnjo in da je to je postala družbena norma. V Srbiji, na primer, to še ni in še vedno moški, ki pridejo na porod, se štejejo za pogumne. Ampak se je neki premik zgodijo. Zakaj dajem to ilustracijo? Mislim, da za spreminjanjem tako zakonov, ampak tudi nekih družbenih pričakovanj se veliko doseže tudi v času enega človeškega življenja ali ene kariere. In v tem smislu bi podčrtala to, kar je Emilija prej rekla, da v bistvu rabimo tudi neke mehanizme prisile, jaz bi dodala tudi mehanizme nagrajevanja. Naprimer, ne samo sankcionirati institucije, ki nimajo načrta za enakost spolov, ampak to, kar bi na primer ARRS in ministrstvo lahko naredili v tem letu, ko vse institucije v Sloveniji poskušajo narediti načrt za enakost spolov, naprimer nekako nagraditi simbolno pa tudi finančno tiste inštitucije, ki pokažejo, da je njihov načrt za enakost spolov posebej efikasen ali premišljeno narejen ali da so za njega dali neka dodatna sredstva, da ugotovijo točno, kakšne vrste ukrepov vsaka inštitucija potrebuje. Ker rada bi rekla, da v bistvu načrt za enakost spolov je samo forma, v katero mi dajemo različne vsebine, odvisno od tega, kaj so konkretni težave konkretne inštitucije. Seveda ni isto na raziskovalni inštituciji, ker je večina žensk, na primer Inštitut za jezikoslovje in na primer Elektrotehnična fakulteta. Te dve inštituciji imajo in različno strukturo in različne izzive glede enakosti spolov. Torej rabijo različne ukrepe. In na primer lahko bi nagrajevali uspešne, dobre prakse ali vsaj tiste prakse, kjer imamo dokazano, da je inštitucija temu resno pristopila. In bi se samo vrnila na nekaj, kar je gospod Perdih rekel prej. V bistvu nisem razumela vsega in bi rada, da mogoče to obrazloži kasneje glede tudi leta študiranja. Začutila sem nekako, da to, kar je ostalo neizrečeno, ampak med vrsticami, je, da na nek način mlade generacije so si same krive, da se soočajo s temi težavami, ker pač danes se, ne vem, študira dlje časa in zaradi tega posledično kasneje začenja družina. Rada bi, da ne gledamo antagonistično na te težave. Mi smo vsi tukaj del istega sistema, vi na eni poziciji, mi na drugi. In v bistvu tudi, ko kritiziramo prakse ARRS-ja ali ministrstva, to delamo z namenom, da se sedanje praksi izboljšajo za dobro vseh, ne zato, ker je ideja, da pač nismo mi na nasprotnih bregovih, to bi rada rekla. Zakaj pa cela ena generacija, ne vem, kasneje končuje doktorate in kasneje začenja znanstveno kariero? Prvo, ne vem, ziher obstajajo različni sociološki odgovori in ne vem, če je to sploh tačno, ampak če se nekaj dogaja na nivoju cele populacije, potem ne more populacija biti kriva. Ampak je nekaj narobe v kontekstu, v katerem populacija nekaj sistematično dela na določen način. To je tako malo sociološka razlaga. Hvala. Lepša hvala. Kratko bi mogoče priložnost še doktorju Perdihu, na to bi pa šla na našo mlado raziskovalko iz tujine, da slišimo še eno izkušnjo. Hvala. Hvala lepa. Nič ni med vrsticami. Želel sem opozoriti samo na dejstvo, da v skandinavskih državah traja doktorski študij 3 leta, pri nas se je pa dejansko raztegnil na 5 let, brez porodniških. To je stvar, ki se mi zdi zaskrbljujoča.
Hvala lepa. Ja, v ZDA traja 7 let. To je malo tudi odvisno od konkretnega akademskega okolja. Samo, hvala. Najlepša hvala. Se strinjam s tem, sama prihajam iz ZDA, kjer moj študij traja že 6. leto in to je normalno. To je v povprečju, bom končala v 6. letu. Ampak kakorkoli, zanima me pa, kako je pa naprimer v Veliki Britaniji, kjer prihaja Neša Vadnjal. Prosim. Mogoče bom kar tukaj nadaljevala na to temo o starosti, kdaj dokončamo študij. Zdi se mi, da se v veliko državah to podaljšuje in ena stvar, ki nismo omenili vsaj na naravoslovnih področjih, vedno dlje časa traja, da pride do objave člankov. Na področju, kjer sem jaz, je ponavadi od oddaje članka, da je članek objavljen, če se to zgodi v roku 1 leta, je hitro, smo zadovoljni. Kaj potrebujemo za naslednje korake, kaj največ šteje, so članki. Torej se avtomatično s tem, težko je 3 letih, se pravi 2 leti imaš časa, potem je treba pa že objaviti. Se pravi, v večini držav, glede na to, kako deluje objavljanje, kako se štejejo točke posod z objavami, se to na podlagi tega podaljšuje. V marsikje hitreje, recimo v Veliki Britaniji je doktorat zdaj pravzaprav se reče training, kjer ne nameravajo, da bo večina ljudi ostala v akademskem prostoru, kar pomeni, da publikacije niso tako pomembne. Tiste, ki pa zanima ostati v akademskem prostoru, pa večinoma mentorji predlagajo, da probamo imeti kakršnekoli podaljške, zato da je ta čas, odkar končaš doktorat in kdaj so vse tvoje doktorske publikacije objavljene, čim krajši, zato ker potem pridemo do novega problema z vsemi financiranji, ki so dostikrat za mlade raziskovalce vezani na to, koliko časa je poteklo od zagovora doktorata. In se ta čas se posod podaljšuje, žal. In mislim, da ja, s tem bomo odprli pravzaprav nove deklaracije in podobno, kot je Plan S znotraj Evropske unije in morda je to druga tema. Bi pa rekla, da pravzaprav tudi opažanje iz tujine, glede na vse ostalo, je podobno, kar so sogovorniki že izpostavili, kar pa bi jaz opazka glede Slovenije, kot nekoga, ki raziskovalno deluje predvsem v tujini, preko vtisa sem pa zelo aktivna tudi v slovenskem prostoru in kar dobro poznam, je to, da kot je doktor Trbovec rekla že na začetku, v Sloveniji smo bili pred Evropsko unijo že 20 let. Mislim, da gre zahvaliti temu za veliko socialnih aranžmajev, ki pravzaprav pomaga v tem materinskem času. Nekaj je šolstvo in vrtci so cenovno dostopni, kar v Veliki Britaniji ni tako. Potem so krajše razdalje, večina raziskovalcev je iz Slovenije, kar pomeni, da imamo boljši socialni kapital, prisotno družine, ki lahko pač pomaga pri napredku kariere. Kar se tega tiče, mislim, da ima pač Slovenija neke prednosti. Zdi pa se mi, da smo morda malo stagnirali v tem in živimo na teh lovorikah. Se tudi ne borimo, ni nujno kot družba se ne borimo več za te socialne transferje, ampak jih imamo zadane in se obnašamo, kot da bo vedno tako, pa ni nujno, da bo. Stvar pa, ki me pravzaprav, kar sem jaz malo razočarana, je pa pravzaprav prav glede boja in predstavnosti za naprej. V Angliji se je 2 leti nazaj zgodilo, da so bili samo moški govorci na konferenci. In udeleženci so začeli iz te konference se odjavljati, niso prišli. Prišlo je tako daleč, da so moški govorci in to pravzaprav kot znani govorci na področju začeli odpovedovati svojo prisotnost in rekli, da ne bojo predstavljali. In od takrat in tudi že prej je vsi organizatorji konference se zavedajo, da mora biti predstavljeno vsaj med spoloma, če ne še drugimi manjšinami, približno uravnotežena. V Sloveniji, če ni 8. marec ali pa 11. februar, se redno dogajajo dogodki, ki so javno publicirani, kjer so samo moški govorci. Sigurno obstajajo ženske govorke in zato zelo pozdravljam, ona ve, kje želijo v medijskem prostoru pravzaprav to
enako predstavljenost doseči, ker se gre tudi za pravzaprav vzornike, kaj vidijo mlade raziskovalke. Ja, mlada raziskovalka ne bo nikoli, ali pa v večini primerov ne bo starejši moški, če pa bo postala starejši moški, pa ji tudi ne bo lahko. Tako da to tudi sprejema na odločitve in to, kar se reče positive role models, ampak če posod, kjer so vidna mesta, so samo moški, to ne bo. In se mi zdi, da tega je premalo v Sloveniji. No, nihče ne opazi, nobene opaske ni, medtem ko v Veliki Britaniji in drugje v tujini to postaja vedno bolj nedopustno, da bi pač ne bilo te zastopanosti, predvsem na dogodkih, kjer je večja javna pokritost. Super, to je idealna iztočnica, da dam tudi besedo dr. Stojmenovi Duh. Kaj v bistvu vi mislite, kakšna je vloga medijev pri reševanju te spolne pristranskosti oziroma neenakovrednosti spolov? Predvsem pa, kaj mislite v bistvu o kvotah? Ali bi mogli biti zakonsko postavljene kvote, da se dejansko udeleži naprimer na kakšnih dogodkih 50% žensk oziroma moških? In v bistvu, ja, kvote ja, ne in kako? Hvala. To je zelo težko vprašanje, o katerem bi lahko diskutirali do novega leta, ne. Zdaj, že gospod Perdih je, doktor Perdih je prej povedal, da pogostokrat so mediji tisti, ki izpostavljajo vrhunske znanstvenike. Ko pride recimo do kakšne vprašanja, najprej poiščejo tisti, ki so bolj izpostavljeni, ki se bolj pogosto pojavljajo in na tak način tudi sami ustvarjajo to sliko. To je bil tudi razlog, zakaj smo naredili Ona ve, da pokažemo, da nas je veliko, ne. In če gremo samo pogledat na naši platformi, skoraj da ni področja, ker ne najdete žensko predstavnico. In najprej zakaj smo naredili Ona ve, da medijem pokažemo, tukaj smo, obstajamo, dobre smo, imamo odlične izkušnje, delamo na različne projekte, torej ni izgovorov, ker pogosto mediji rečejo, recimo sama sem s področja elektrotehnike. Žal mi je, da večino, ko se pojavljam v medijih, me sprašujejo o vsem drugem razen od mojega dela. Tako da redki so tisti novinarji, na trenutke se človek počuti kot klovn. Si ženska v elektrotehniki in potem te predstavijo ali tudi recimo v kakršnekoli druge znanosti in se ukvarjajo, zakaj si se odločil za področje elektrotehnike. Zakaj recimo nobenega mojega kolega ne vprašajo, zakaj si se odločil za področje elektrotehnike. Ali, mislim, taka zelo stereotipna vprašanja in tukaj želimo tudi za Ona ve spreminjati. Sama pogostokrat dobim, tako izgledate doktorice znanosti z področja elektrotehnike, pa si mislim, dobra, kaj narobe z mano, mogoče bi mogla kako drugače izgledati, ne. Torej, zelo napačno tudi novinarji pristopajo k temu in želimo spreminjati ta model. Druga zadeva, kar je pa recimo za tem nastopanjem v medijih, ponovno bom delila svojo izkušnjo. Namreč, ko moški kolegi, doktor Perdih, ste rekli, da do 40. leta na srečo še nisem tja, imam še nekaj let, ampak tudi, če bi si želela vodstveno pozicijo v našem okolju, če si ženska želi vodstvene pozicije, je pogostokrat jo vidijo v izjemno negativnem kontekstu. Jo vidijo kot karieristko. In vam to zagotavljam recimo že v okolju, v katerem sama delujem. Če moji kolegi, moški vrstniki jih vidijo kot ambiciozni, sposobni, delovni, da si želijo vodstvene pozicije, so odgovorni, ne. Če pa sama pokažem, kdaj dvignem roko, potem, kaj pa ona želi, ne. Zakaj že? In potem tudi, če se začneš pojavljati v medijih, sicer sem res tehnik, ampak me zanimajo tudi ta psihološka, sociološka dognanja in ko vidiš recimo, če se katera od kolegic začnemo pojavljati v medijih, potem to naenkrat, kaj se pa nas zdaj spet sili, ne? In družbena omrežja, kako se delijo novice, če nekdo, moški kolega se najde v teh novicah, je super, bravo, gre za promocijo našega poklica. Če pa se ženska večkrat pojavi, potem pa, kaj pa je, ne, zakaj se pa zdaj pojavlja.
Tako da mogoče tudi to je bil razlog, zakaj smo naredili ONOVE, ker smo rekli, da ni pomembno, kaj je spol, ampak samo želimo tudi medijem pokazati, da so ženske, da tudi začnemo spreminjati, da ozaveščamo o tem, ne, kaj me delamo, kaj smo dosegli in da postavljamo v ospredju strokovnost in znanje, ki ga imamo in da se začnemo tudi bolj pojavljati in točno to, kar je Neža povedala, da postavljamo vzornice. Samo opažam na naši fakulteti, zdaj sem že 8 let na fakulteti, prej sem delala v gospodarstvu, da se že število študentk se je začelo spreminjati, odkar imamo nekaj malo bolj medijsko bolj izpostavljenih žensk. Jaz imam veliko kandidatk, tako za diplome, doktorskih kandidatk, ker mogoče želijo najti nekoga, s kom se poistovetijo, ne, in potem želijo delati pri tem človeku in upam, da tudi bomo na takšen način prepričali tudi ostale, da se odločajo za tehniko in znanost, ampak jim moramo pokazati tudi zgodbe o uspehu. Če si nekdo želi delati doktorat, tako kot je Neža povedala, trening, potem nekdo želi videti tudi svojo prihodnost, ne, da ima možnost. In zdaj, če vidi, da na te organizacije veliko uspešnih žensk, si lahko reče, tudi jaz sem lahko ena od njih. Če pa jih ni, potem pa enostavno nima nobenega za vzgled. Najlepša hvala in v bistvu s tem smo se dotaknili ene izredno pomembne točke, kjer je tudi gospod Volasko že prej omenil, in sicer gre za nezavedno pristranskost, ne, ki imamo v bistvu vsi mi. Ampak tukaj bi mogoče naredila še celo en preobrat, in sicer nezavedna pristranskost je prisotna pri vseh nas, pri moških, ampak tudi pri ženskah, ne. In v bistvu zadnje študije so nekako tudi pokazale, da kar se dogaja vse bolj, da ko ženske začnejo spenjati na vodilne položaje, predvsem v poklicih, ki jim ponavadi dominirajo moški, lahko včasih tudi pride do v bistvu že tako imenovanem sindromu, ki se imenuje Queen Bee syndrome, ki v bistvu tako že ima ta izraz, po slovensko mogoče bi rekli sindrom čebele matice, kjer v bistvu ženske v teh poklicih prevzamejo predvsem take moške lastnosti in se ponavadi distancirajo tudi od drugih žensk in postanejo bolj kritične do svojih podrejenih žensk in sicer bolj kot do podrejenih moških. In tudi lahko včasih jim oziroma ne želijo jim toliko mentorirati kot moških in mogoče vse to gre čisto podzavestno zaradi samoprezervacije. Zanima me, kaj menite o tem, ali dejansko, če pripeljemo več žensk na vodilne pozicije, ali ne bomo mogli res rešiti te nezavedne pristranskosti, ali bomo lahko, kako prideti do tega, dejansko kako prideti do tega, da vsi gledamo ženske enakopravne, moški in tudi ženske. Tukaj vidim, da ima roko gor gospod Volasko, potem pa dala tudi priložnost še ostalim predstavnicam. Hvala. Ja, hvala lepa, gospa Šafarič-Tepeš in gospa Stojmenova. V bistvu sta opozorila na en zelo zanimiv fenomen, ki mislim, da bi bilo iz sociološkega vidika, jaz tudi sociolog, ga zelo zanimivo pravzaprav preučiti. Res je, tudi pogledate, recimo lahko v volilnem telesu je večina žensk, ampak ženske kandidatke niso, bom rekel, nekako večinsko podprte strani ženskega volilnega telesa. In to, kar ste prej omenila, gospa Tepeševa, ta sindrom matice, ki se začne potem drugače obnašati, velikokrat prihaja tudi do tega, da mnoge ženske kolegice ne podpirajo vedno teh prizadevanj ostalih žensk, ki želijo nekako napredovati na karierni lestvici, tudi po vertikali družbeni. To je en zanimiv fenomen, ki ga jaz seveda ne znam razložiti, ampak je ta neka, rekel, solidarnost med ženskami je včasih premajhna, vsaj po mojem, in tudi seveda to, kar ste omenili, da recimo potem neke vodilne ženske dobivajo ali pa se morajo obnašati, ali pa ne vem, kako je pritisk na njih, da se obnašajo nekako bolj moško, po moško ste prej omenili. In spet do teh vodilnih žensk je pravzaprav smo spet nekako bolj kritični, in moški in ženske, in bolj te karakterne osebnostne lastnosti se večkrat izpostavlja, kar se pa pri moških vodilnih ne. Ne vem, na nek način se mi zdi, to je samo tako opažanje pravzaprav, da
do moških vodilnih se večkrat oprosti kakšna osebnostna, recimo, napaka, hiba, ne kot pa pri ženskah. Ne vem, zakaj je ta kritičnost do žensk, ki so na upravljalskih pozicijah večja. Ne. To je tudi ena zanimiva zadeva. No, vsekakor bi se pa rad to, kar sem že prej v začetku hotel, pa sem žal pozabil, ne, zahvaliti pravzaprav Komisiji za enakost spolov, ne, za vse to res impozantno delo v zadnjih letih sploh, pa seveda tudi ona ve skupini, tudi seveda za vso to osveščanje, ki ga z vaše strani pravzaprav doživljamo. In je zelo dobrodejno in dobrohotno in premika tudi te, bom rekel, podzavestne stereotipe in nas bliža tudi skandinavskim modelom, ki moram reči, da so včasih tudi po mojih osebnih izkušnjah velikokrat zelo tehnicistični, ko govorimo o kvotah, same kvote ne spremenijo seveda tega podzavestnega in teh stereotipov. Je pa res, da seveda po mojem bi pa res neke minimalne kvote bi pa pravzaprav bi se spodobilo imeti. Če recimo govorimo, ne vem, o 25%, mislim, da po to pa res ne bi smeli iti. In vsaj v tem smislu, da nek skupni imenovalec postavimo nekega standarda razvite države, tukaj bi mogoče kvote bile nekako normalne. Kar se pa tiče višjega, je pa seveda res stvar razprave. Hvala. Imamo dejansko vprašanje, ali Slovenija želi seveda nekako dostopati do lestvice ostalih držav, evropskih držav, ali želi voditi pri tem. Ali želi biti vodilna na področju spolne enakopravnosti v Evropski uniji oziroma na svetu, ali želi komaj doseči tisti minimalni standard. Mislim, da tukaj je zelo pomembna velika razlika. Ampak še vedno bi rada dala besedo tudi dr. Stojmenovi Duh glede tega, predvsem zaradi tega, ker se mi zdi, da spolna enakopravnost oziroma predvsem ta nezavedna pristranskost se dotakne vseh nas, tako moških kot žensk, kot smo omenjali, tako tudi jih avtomatično ženske mogoče ne pozivamo po njihovih nazivih in tako dalje. Ampak kakorkoli, dr. Stojmenova Duh, prosim, kaj pa vi mislite o tem? Hvala lepa. Najprej bi se opravičila, ker prej sploh nisem odgovorila na vaše vprašanje o kvotah. Torej, jaz bi si želela, da nikoli ne pridemo do tega, da smo toliko odrasla družba, da to ni potrebno, ne. Ampak, če pa ne bo drugače šlo, enostavno bo treba, tako kot smo se prej pogovarjali, z raznimi mehanizmi nagrajevanja, absolutno, in kaznovanja, če bo res treba, ne, da pridemo do tega. Zdaj, to pa lahko naredimo tako, recimo, financierji. Tukaj imamo predstavnike Ministrstva za izobraževanje, imamo predstavnike ARRS-ja, da če nekdo ne izpolnjuje, enostavno ne moreš dobiti financiranje za svoj projekt. Če govorimo o raziskovalnih projektih, o programskih skupinah, tudi recimo organizacije. Če nimajo te zadeve urejene, žal ne dobiš financiranje, ker na koncu dneva očitno vse najbolj boli to financiranje, ne, da dobiš sredstva za svoje delovanje. Glede nezavedne pristranskosti, ko smo mi pripravljali na Fakulteti za elektrotehniko ta akcijski načrt, smo ugotovili, da mogoče velikokrat je ravno ta nezavedna pristranskost, ki povzroča največ težav, zaradi tega, ker se ne zavedamo, kaj počnemo. In jaz vem, da tako naš dekan, kot tudi recimo pri meni doma v družini, moj mož vedno reče, pa skozi mora poslušati o enakopravnosti spolov, reče, dokler ti nisi to povedala, sploh se nisem zavedal tega. Torej, ni to, da namenoma nekdo želi izključevati oziroma dosegati neenakosti spolov ali prioritizirati kakšen spol. In tukaj je zdaj ta vloga medijev, ne. Če ti ves čas postavljaš v vlogo znanstvenika, potem se ti že nariše. Če nekdo reče znanost, se ti že nariše v glavi en znanstvenik in ne vidiš takoj to žensko. Kako se tega znebiti? To je najtežji del praktično, zaradi tega, ker tu pa gre za spreminjanje mindseta. In to lahko delamo z ozaveščanjem in to ne moremo narediti od danes na jutri.
Ne obstajajo takšne mehanizme. Zato prej sem govorila o deklaracijah pa o sporazumih, absolutno so potrebne. Takšni dnevi tudi absolutno so potrebni, recimo kot 11. februar, 8. marec, pa še marsikaj drugega, ne. Ampak tudi recimo združenja, kot je Ona ve, Komisija za enakost spolov, da ves čas ozaveščamo, da naslavljamo, zato ker bolj kot bomo ozaveščali, potem se bomo znebili tudi te nezavedne pristranskosti. Je pa tukaj absolutno treba največ delati, največ vlagati in pogostokrat je to ravno to prostovoljno neplačano delo, ne, na katerega pač najbolj trdno pa najbolj neplačano delo. Najlepša hvala. Mislim, da imate roko gor še dr. Mihajlović Trbovci in gospa Vodnjak, tako da prosim, katerakoli dva lahko začne. Hvala. Je bilo že veliko rečeno glede te nezavedne pristranskosti, ki jih imamo do vseh žensk, posebej pa do žensk na vodilnih položajih, oziroma do njih se pogosto jih obravnavamo z nekimi strožjimi kriteriji, za njih veljajo dvojna merila. Na to, kar je bilo rečeno, s čim se strinjam, in da to funkcionira nezavedno in da je to nekaj, kar je treba vztrajno spreminjati in ne obsojati ljudi, ampak ozaveščati. Dodala bi še to, da v bistvu gre tudi za to, kako si mi zamišljamo, kaj znanost je, kdo je znanstvenik in kdo je avtoriteta. V bistvu te ideje, kako naj bi znanstvenik izgledal in deloval, so bile skozi stoletja narejene po moškem kopitu. In zdaj v bistvu, ko mi probamo žensko umestiti v ta okvir, ali se zgodi, da ženskam to ne paše oziroma nekako neadekvatno, ne izgledajo dovolj avtoritativno. Naprimer, psihologi so pokazali, da nama globlji glas zveni bolj avtoritativno, bolj prepričljivo. In ženske po naravi imajo višji glas in se že njihova dikcija zveni ljudem na nezavednem nivoju manj prepričljivo. Ampak tudi, ko govorimo konkretno o znanosti, v bistvu ta ideja, da je znanstvenik nekdo, ki sedi v svojem laboratoriju, je posvečen od jutra do večera znanosti in potem ima eureka moment in na ta način tudi mediji v bistvu popularizirajo znanost, je nekaj, kar ni življenjsko. Prvo, to v realnosti tako ne izgleda. Drugo, tudi v bistvu v tej imaginaciji ni človeka, ki ima družino, ki dela druge stvari, ki nosi kiklo, ki izgleda drugače. In v bistvu mi moramo tudi razbiti to monolitno sliko o tem, kaj je znanstvenik v neki popularni imaginaciji, in tukaj mediji veliko lahko naredijo. To lahko naredimo s tem, da v bistvu izpostavljamo različnosti tam, kjer itak so. Pokazati v bistvu slike znanstvenic, ki izgledajo nestandardno. Pred nekaj leti sem bila navdušena nad fotografijo štipendistke, ki je dobila L'Orealovo nagrado za ženske v znanosti, mlada raziskovalka s Kemijskega inštituta, ki je v bistvu za intervju v medije pokazala tudi svojo tetovažo, na kateri je protein, ki je pomemben za njeno raziskovanje. To je tudi način, kako v bistvu razbijamo, dajemo znanosti nove obraze. In v tem smislu je treba tudi redefinirati, se mi zdi, kaj štejemo za znanstveno odličnost. Ker je tudi v bistvu to, kako se znanost evalvira, pogosto delano po tem vzorcu, v kateri najbolj pašejo nekako beli moški, evropocentrični, višjega srednjega razreda. Torej, treba je vrednovati tudi tiste posle v znanosti, ki nam se zdaj zdijo manj prestižni. Ženske so v zgodovino znanosti v bistvu začele prav vstopati
kot tiste, ki so delale komplicirane algoritemske naloge, ki so bile na primer bistvene za neke premike v astrofiziki. Ženske so prevajale znanstvena dela, bile so del znanstvenih timov. Tako da v bistvu gledati tudi znanstveno delo kot timsko delo je že na nek način bolj senzitivno in pomaga pri razbijanju teh stereotipov. Hvala, še besedo bi dala gospi Vadnjal. Hvala. Ja, mislim, da smo zdaj po vsem tem, da se vsi strinjamo, da lahko rečem, da se vsi strinjamo, da kako dojemamo ženske je pogosto drugače kot moške in da smo pogosto bolj kritični do žensk kot moških. In da večja raznolikost v tem, kar vidimo javno, bi pomagala k temu. Nekaj bi rekla, nekaj bi izpostavila, ni naloga samo žensk, da spodbujajo druge ženske, ker še posebej sedaj, ko jih je na vodilnih položajih manj. Že tako smo zdaj rekli, drugačno se dojema, kritično, so mogoče na drugačnih standardih, potem pa zdaj obstaja še ta standard, da morajo spodbujati druge ženske in biti ambasadorji za to, kar je seveda super. Samo če damo to v kontekst, da pravzaprav te stvari nič ne štejejo za napredovanje po teh profesionalnih lestvicah, mogoče samo zmanjka časa. In morda se moramo začeti zavedati, da za to, da smo ambasadorji tega, da smo enako predstavljeni, ni to naloga samo žensk na kakršnih koli položajih. In mogoče ta kritičnost, ženske si ne pomagajo, mogoče pa na vodilnih položajih samo nimajo časa in morda ne bojo več mogli biti na teh vodilnih položajih, če žal posvetijo preveč časa vprašanju žensk v znanstvenem ali pa družbenem okolju. In mislim, da je to naloga vseh nas v družbi. In rada bi na vse to pa rekla, se pravi, zdaj rekli smo, da so standardi drugačni, da smo bolj kritični in tega se pravzaprav zavedamo od malega. In mislim, da se zaradi tega pogosto ženske začnemo pravzaprav malo nazaj držati, ker nočemo biti opisane z vsemi pridevniki, ki smo jih omenili. In rada bi izpostavila nekaj, kar sem delala na inštitutu, kjer sem delala v preteklosti v sklopu projekta Athena Swan. Naredili so raziskavo prav v zvezi s tem upadom, da je doktorski študent veliko, vodi raziskovalnih skupin pa manj. In pokazalo se je seveda, da če je razpis, pa je 10 zaželenih kompetenc, ženske po večini preberejo, pa imajo 9 kompetenc od 10, ki znajo zelo dobro, 10 pa bolj tako, pa reče, sej nimam vseh kompetenc, pa se pa ne morem prijaviti sploh. Medtem, ko moški bolj pogosto pogledajo, nekih pa imam, se sem probam prijaviti, pa vidimo, kaj se bo zgodilo. Menda je zelo velika razlika v tem, zato je ta inštitut, so se odločili to targetirati, tako da so pristopili do žensk, ki so izgledale kot potencialne kandidatke in jih povabili, da se prijavijo na razpis. Ni to pomenilo, da bojo izbrane, samo da imajo vsaj na razpisu prijavljenih več žensk, da pravzaprav lahko sploh izbirajo, da imajo možnost izbrati žensko na pozicijo in v tem primeru se je obrestovalo. Zaposlili so 2 ženski, to je zdaj že več kot 5 let nazaj, ki obema sta tudi otroke, tako da kljub pravzaprav dodatnemu delu povezavi s tem sta sedaj že vodilni na svojem področju priznani znanstvenici. In mislim, da so take prakse tudi v redu, da pravzaprav pogledamo, zakaj se zgodi ta upad in naredimo nekaj, kar morda niti ne zahteva toliko veliko denarja, ampak samo neke drugačne spodbude, mentorske programe in podobno. Najlepša hvala za to informacijo. Ja, in prvo veliko veselje mi je bilo gledati vaše vse paneliste, medtem ko je Vadnjalova razlagala to, kar do zdaj sem videla predvsem Mihajlovičevo, dr. Mihajlovič, Trbovci in dr. Stojmenovo kimati, zdaj sem pa videla vse kimati, tako da se me to zelo veseli, da smo na nek način na istem konju vsi skupaj. In rada bi zaključila za to okroglo mizo, bi dala seveda besedo gospodu Volasku in na koncu še zadnje vprašanje mogoče za dr. Perdiha na to temo. Prosim, gospod Volasko.
Ja, bom kratek. V bistvu opozorili ste tudi v svojih izvajanjih na zelo pomembno vlogo evalvacija in sistema ocenjevanja, ki so očitno v marsičem tudi lahko diskriminatorni ali pa hendikepirajo določene kandidate. Mislim, da moramo tudi narediti ta premik iz kvantitativnih bolj kvalitativnim indikatorjem in pri teh kvalitativnih indikatorjih mislim, da bi se dalo pravzaprav zelo lepo umestiti tudi določene kriterije, ki bi bolj upoštevali to holističen pristop in tudi seveda specifike ženskih kandidatk in upoštevali tudi tisti kapital in tista znanja, tiste veščine, ki so lahko specifične. In to, kar ste gospa Vanjalova omenila, tukaj bi se dalo po mojem lepo noter vnesti. Če ste rekli 9 od 10 kriterijev izpolnjuje, mislim, da bi moral tudi ta kvalitativni vidik biti zelo močno prisoten in bi prišli nekako do bolj objektivnih rezultatov. Vsaj mislim tako. Hvala. Mogoče lahko jaz tukaj nekaj razjasnim. Dostikrat je pri tem, da ženska se že sama izloči, se sploh ne prijavi, ko se zdi, da nima vse. Tudi če bi bilo v ta 9 od 10 in tudi 9 od 10 sem jaz mogoče malo na pamet rekla, ne spomnim se točnih številk, ampak bilo je tako, da večino kompetenc bi ženske imele, pa se dostikrat še vseeno izločijo. Hvala in sploh glede na to, da se strinjamo, da bi to lahko izvedli, tudi pozivam, da mogoče po tej okrogli mizi bi lahko sestavili skupen nekakšen tak dokument, ki bi lahko na to temo nekako malo bolj ovrednotili, če se seveda strinjate, pa se tudi kasneje lahko pomenimo glede tega. Ampak me veseli, da smo dobili na nek način sinhrono mnenje. Ampak ravno zaradi tega bi pa v bistvu še kot zadnje vprašanje nekako postavila doktorju Perdihu, in sicer verjetno ste tukaj opazili, da vse ženske, ki smo prisotne trenutno na tej okrogli mizi, da se poleg naše stroke ukvarjamo tudi prav s tem vprašanjem spolne neenakopravnosti v naši stroki, kar se nam na nek način ne bi bilo treba, lahko bi šli kaj drugega delati v tem času. Tako da v bistvu vse te posebne programe, ki smo oziroma so jih upeljali na fakultetah in tako podobno, dejansko terajo čas in energijo. Tako da v bistvu, ali se vam zdi smiselno, da bi mogoče to delo lahko bilo nekako prepoznavno, nekako v smislu njihove kariere in tako dalje? Na to vprašanje v bistvu težko odgovorim, ker bom rekel, ne paše čisto nobeno od meni poznanih šablon, se pravi, se treba izmisliti nekaj drugega. Tako da, ker recimo ta zakon, ki je bil zdaj sprejet, marsikaj spreminja, odpira marsikatere možnosti in vprašanje, če bi se dali kaj izkoristiti tudi v to smer. Recimo se spomnim svojih norveških kolegov, ko smo se pogovarjali na to temo raznih evaluacij. Znanstvena odličnost je ena od točk. Pa že tam, kakor smo prej slišali, je vprašanje, res merimo s pravimi vatlji. Ampak drugo vprašanje je pa tisto, čemur so oni rekli družbena relevantnost. In tu šteje tudi, če je nekdo iz ekipe sodeloval recimo pri pripravi neke bele knjige o nečem, čisto družbenih zadevah. Mogoče je pa to pot, ne vem. Če to spravimo evaluacije stabilnega financiranja, je to mogoče korak naprej. No, hvala. Še to mogoče na hitro še to temo, glede na to, da v slovenskem sistemu pričakujemo več denarja za znanost, natančneje, da Slovenija namerava vložiti 0,08 BDP-ja na leto vsako leto, dokler ne dosežemo 1% BDP-ja za znanost. V bistvu z drugimi besedami to pomeni, da imamo dodatnih 40 milijonov evrov na leto namenjenih za znanost, mogoče lahko kaj malega tudi temu namenimo. Tako da mogoče s tem bi na nek način zaključila okroglo mizo, predvsem pa se zahvalila, da se na nek način vsi strinjamo, da želimo doseči na nek način spolno enakopravnost v znanosti. Predvsem pa v bistvu mislim, da se vsi strinjamo, da želimo biti v Sloveniji vodili na tem področju, da ne želimo dosegati minimalnih standardov Evrope, ampak mogoče, da dejansko začnejo države v Evropski uniji govoriti, dajmo se zgledovati po Sloveniji, glejte, kako je dobro so oni sprejeli zakone oziroma naredili nekaj v to smer.
Tako da mislim, da se vsi tega želimo, tako mi, ki ne živimo v Sloveniji in si želimo to za Slovenijo, kot verjamem, da tisti, ki živijo v Sloveniji. Tako da najlepša hvala še enkrat vsem in želim vam prijeten dan in poslušanje še dodatnih predavanj.